prazničnih dneh številna dobrodelna dejanja tudi na Celjskem. V Šmartnem ob Paki smelo v novo leto. Tudi v Vojniku so ob uspešnem zaključku leta 2018 pripravljeni na leto 2019. Košarkarice Cinkarne Celje na zadnji domači tekmi zabeležile visoko prvenstveno zmago. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober večer. V prazničnih dneh se zgodijo številna dobrodelna dejanja. Poleg posameznikov, ki pomagajo družinam v stiski, se za nekoliko drugačno obdarovanje odločajo tudi v nekaterih podjetjih. V celjskem dobavitelju energentov, podjetju ECE, so tako obdarili celjski materinski dom. Donacijo so izročili v nedeljo v pravljični deželi. Pravljično dogajanje je v teh dneh v Celju v polnem razmahu. Tudi v pravljični deželi, kjer pravljične vile zabavajo zlasti otroke, vsak večer pa jih seveda obišče tudi Božiček. Tokrat so se na odru predstavili celjski skavtje, ki so ob Božiču prinesli tudi lučko miru. Ker se v pravljični deželi dogajajo samo lepe stvari, so se prav tam predstavniki podjetja ECE odločili podeliti donacijo Celjskemu zavodu Socio, namenjeno materinskemu domu. Odločili smo se podeliti donacijo zato, ker menimo, da je v teh dneh, ko se vsi pogovarjajo o teh darilih, kako je vse lepo, še vedno pa prisotnih veliko ljudi, ki so v stiski, ki potrebujejo pomoč. Mi delujemo v okolju, kjer se zavedamo teh potreb, zato smo se tudi odločili, da bomo do okolja odgovorni in pomagali v Celju, konkretno društvu Socio oziroma namensko materinskemu domu. Smo pa že eno takšno donacijo izvedli tudi v Kranju, kjer delujemo tudi tam smo dali pa Centru za socialno delo podobno donacijo. Verjamemo, da bo to pomagalo tistim, ki so pomoči potrebni pred novim letom, da se malo poveselijo, sprostijo in da jim bo lažje. Ponosna sem, da sem v takšnem mestu, kjer seveda tudi poskrbimo za tiste, ki jim mogoče ti prazniki niso najlepši, ampak jim skupaj nekako poskušamo pomagati, da so ti trenutki tudi za njih lepi. In ob takih donacijah in seveda družbeno koristnih podjetjih v Celju smo iskreno veseli, da se spomnijo in da seveda lahko polepšamo lepe dni tudi tem našim otrokom in mamicam. Materinski dom je za mnoge mamice z otroki edina možnost, da po težavah, s katerimi se srečujejo, znova zaživijo normalno življenje. V materinski dom mamice prihajajo z socialno stisko, kot je, da nimajo kje bivati, nimajo socialne mreže in ko se znajdejo v bistvu v tem položaju, da nikamor ne zmorejo, jih skupaj z centrom napotijo k nam, kjer jim potem v enem letu lahko poskušamo pomagati, da rešijo svojo življenjsko zgodbo. Z donacijo bodo tako popestrili vstop v novo leto zlasti otrokom, ki v materinskem domu bivajo skupaj z mamicami. V zavodu Socio se namreč vseskozi trudijo nadgrajevati osnovne programe, ki jih tam izvajajo. Vsako leto dajemo nove storitve, iščemo tiste storitve, ki so ljudem potrebne, ki jih nekako izražajo čez leto, da jih potrebujejo in seveda jih poskušamo pripeljati skupaj z mestno občino Celje, z ministrstvom. Še vedno pa včasih neka sredstva tudi manjkajo v smislu teh dobrin, ki jih drugače nekako ne moremo zagotoviti in nam te donacije velikokrat zato prav pridejo. V podjetju ECE se zavedajo, da morajo biti tudi družbeno odgovorni. Kot pravijo, so letos dobro poslovali, donacija v Celju pa še zdaleč ni bila edina v letošnjem letu. Šmartno ob Paki je občina, ki se letos lahko pohvali zaključenimi kar 3 večjimi infrastrukturnimi projekti, ki jim je že rasla daljša brada. V novem letu ima zastavljenih veliko novih ciljev, za katere župan upa, da jih bodo uspešno speljali. V Šmartnem ob Paki uspešnost leta, ki se izteka, sicer pregledajo na slavnostni seji ob občinskem prazniku 11. novembra, a tudi zadnji mesec v letu je čas, da se pod črto obelodanijo dosedanji zaključeni ali tekoči projekti. Za leto 2018 lahko zagotovo zatrdim, da je bilo uspešno. Predvsem so ga zaznamovali 3 večji projekti na regionalnem cestnem omrežju. Gre za
most v Rečici ob Paki, kjer smo poleg mostu uredili tudi vso drugo infrastrukturo, od pločnikov, javne razsvetljave, kanalizacije, vodovoda in tako naprej. Potem drugi večji projekt je nivojski prehod državne ceste čez železniško progo v Paški vasi oziroma v Gavcah, kjer je prav tako bila urejena kompletna infrastruktura. In tretji večji projekt je obnova regionalne ceste od Gorenja skozi Skorno proti Lokovici v dolžini 1,5 kilometra. Te pridobitve so zagotovo zaznamovale leto 2018, predvsem zaradi tega, ker smo v mesecu aprilu in maju imeli velike cestne zapore, obvoze in, bom rekel, zelo otežen dostop do Šmartnega ob Paki prav zaradi teh del. Leto, ki je pred nami, tudi za Šmartno ob Paki prinaša nove izzive. Imamo kar nekaj dobrih nastavkov za naprej, predvsem tudi nadaljevanje na državnem cestnem omrežju. Računamo, da bomo v letu 2019 obnovili cestišče od Gorenja do Paške vasi, seveda to skupaj z direkcijo za infrastrukturo. Imamo pa tudi sami kar nekaj projektov, želimo pripraviti dokumentacijo za izgradnjo prizidka k vrtcu in pa nadaljevati aktivnosti na izgradnji kanalizacije, širjenje omrežja želimo izvesti, hkrati pa tudi seveda obnavljati občinske ceste in delati tisto, kar smo nekako si zastavili. Upam, da bomo čim prej prišli do proračuna, da bomo seveda te aktivnosti lahko izvedli. Ker v Šmartnem ob Paki zaenkrat še nimajo usklajene sestave občinskega sveta, še niso sprejeli proračuna. Občinski proračun je pripravljen, občinska uprava ga skupaj z mano seveda smo ga pripravili, računali smo, da bomo ga na seji 21. decembra predstavili. Prišlo je do malo zapletov v zvezi s konstituiranjem občinskega sveta oziroma delovnih teles. Upam, da bomo to čim prej razrešili v dobrobit občank in občanov in da bomo pač v začetku leta potem pristopili k sprejemanju proračuna. Pri tem pa seveda bo najmanj prve 3 meseci začasno financiranje. Ta sklep je tudi pripravljen, tako da bom o tem seznanil svetnike in zagotovo v prvih 3 mesecih bo financiranje občine malce oteženo, malce omejeno. Računam pa, da bomo vse zaplete rešili in da bo tudi proračun potem v najkrajšem možnem času sprejet. Ob koncu leta oziroma v prvih urah novega pa imajo v Šmartnem ob Paki zanimivo tradicijo. Ja, res je, mi smo se pred leti odločili, da silvestrovanja na prostem v Šmartnem ob Paki zaradi raznih zadev ne bomo več pripravljali, organizirali. Smo se pa odločili, da 1. januarja ob 12. povabimo naše občanke in občane, prireditvi rečemo pozdrav novemu letu. Dobimo se pri mladinskem centru, tam se prebere kronika preteklega leta, podeli se naziv naj občana, seveda ne manjka županova čestitka, na koncu pa nazdravimo s penino in posebnost našega tega srečanja novoletnega je to, da vsi udeleženci dobijo za spomin na to kozarec, za penino, za domov, tako da tudi s tem nekako počastimo svoje občanke in občane. Seveda je pa to enkratna priložnost, da si voščimo novo leto. Tudi v občini Vojnik so ob zaključku letošnjega leta pripravljeni na naslednjega, ko lahko občani pričakujejo nadaljevanje nekaterih aktivnosti. Predvsem bo veliko aktivnosti na področju prometne infrastrukture za šibkejše udeležence v prometu, veliko pridobitev pa si obetajo tudi na področju predšolskega varstva. Podobno kot v ostalih občinah, spričo gostega prometa tudi v Vojniku nestrpno čakajo izgradnjo državne kolesarske mreže. Zelo intenzivno smo delali in peljali razgovore z Direkcijo za infrastrukturo v povezavi z izgradnjo pločnikov. Tukaj moram reči, da smo na nivoju regije kar uspešni in da pravzaprav smo zdaj praktično na točki, ko se že izvaja projektiranje kolesarske poti Celje-Vojnik-Dobrna.
Direkcija nam je pa tudi šla nasproti in je že tudi dokončala projekte za pločnik ob regionalni cesti Vojnik-Škofja vas. Tako da nas zdaj čakajo predvsem zelo intenzivna dela z lastniki zemljišč, dogovori o odkupih, o služnostih. In če nam bo to uspelo, bi na tem delu lahko potem pričakovali tudi mogoče konec leta ali pa bolj realno pa v letu 2020 tudi gradnjo teh objektov. Pa tudi na področju kanalizacije se je premaknila zadeva na evropskih sredstvih, tako da smo se prijavili na razpis. Sodelujemo skupaj z občino Štore in Celje in računamo, da bomo na tem področju lahko znotraj aglomeracije 2000 tudi v Vojniku podelali manjkajoči del kanalizacije. Letošnji novoletni sprejem so gostili na Frankolovem, kjer bo v prihodnjem letu zrasel tudi nov vrtec. Pomembna stvar, ki jo načrtujemo za leto 2019, je začetek gradnje novega vrtca v Frankolovem. Tu smo prišli do točke, ko smo vložili za gradbeno dovoljenje, tako da jaz računam, da tam na jesen leta 2019 bomo lahko začeli z izgradnjo, potem bo pa potekala v letu 2019 in 2020, tako da proti koncu leta 2020, če bo šlo vse po načrtih, bi ta največja investicija pravzaprav v tem obdobju bila potem tudi fizično zaključena, bo pa vredna 2 milijona evrov. Košarkarice Cinkarne Celje so na zadnji domači tekmi zabeležile izjemno visoko prvenstveno zmago. Konjice so premagale s kar 117 proti 32. Varovanke trenerja Damirja Grgiča pa so že v Beogradu, kjer se bodo jutri na zadnji tekmi v letu 2018 pomirile s Crveno zvezdo. Košarkarice Cinkarne Celje bodo leto 2018 zaokrožile z gostovanjem v Beogradu pri Crveni zvezdi v okviru mednarodne vaba Jadranske lige. To bo prava prednovoletna poslastica. Upam, da najdemo in energijo in moč, da odigramo najbolje, kakor pač lahko v danem trenutku. Zavedamo se, da gremo na težko gostovanje, da gremo ekipi, ki letos igra fantastično košarko, zelo dobra mlada ekipa, tako da upam, da mogoče najdemo nek recept za presenečenje. Celjanke so imele zelo natrpan ritem tekem v mesecu decembru. Namreč, ko bo za njimi gostovanje pri Crveni zvezdi, bomo lahko dejali, da so varovanke trenerja Damirja Grgiča v decembru odigrale kar 13 tekem. Nikoli še ni prišlo do tega. Nekako sem mislil, da bomo lahko zaključili ta december brez poškodb, pa vendarle ni šlo. Nekako poškodba Anđele Delić nas je potisnila še v slabši položaj v tem trenutku, pa vendarle mislim, da bo tudi Anđa čim hitreje se vrnila v ekipo, tako da bomo brez nje v Beogradu. Pred Celjankami pa je torej pravi derbi s Crveno zvezdo, ki v letošnji sezoni Jadranske lige še ni izgubila. Ja, mislim, da so vedno tekme z Crveno zvezdo so vedno zelo zanimive, zelo dobre. Crvena zvezda dela zelo dobro, kolega Đukica dela zelo dobro z mladimi igralkami, ki se razvijajo iz leta v leto. Igrajo že 3-4 leta Jadransko ligo, tako da sedaj kažejo tudi neko dozo izkušenj. Sigurno pa, da tudi mi nismo tukaj za odpisati. Zavedam se, da smo rabili malo časa, sedaj tudi malo časa za trening. Našli smo ga, tudi mislim, da smo ujeli pravi ritem in upam, da damo svoj maksimum na tej tekmi. Po vrnitvi iz Beograda bodo imele Celjanke nekaj prostih dni. Rad bi izkoristil tudi priložnost, da vsem nekako voščim, želim lepe praznike, vesel Božič, srečno novo leto in pa seveda brez poškodb v nadaljevanje v 2019. Če bo Celjankam v Beogradu uspelo premagati Crveno zvezdo, potem bodo varovanke trenerja Damirja Grgiča naredile velik korak naprej k uvrstitvi na zaključni turnir. Jutri bo dopoldne zmerno oblačno in ponekod po nižinah megleno, popoldne pa bo sončno. Jutranje temperature bodo od -7 do -2, ob morju okoli 2, najvišje dnevne od 3 do 8, ob morju okoli 10 stopinj. V četrtek bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla, na Primorskem pa se občasno lahko pojavi nizka oblačnost. V petek se bo oblačnost prehodno povsod povečala.
To so bili praznični dogodki dneva. Hvala za vašo pozornost, prijeten preostanek prazničnega večera in bodite v naši družbi znova jutri zvečer. Nasvidenje.